V petek Državljanska lista in danes tudi Desus. Premier Janez Janša mora odstopiti, sicer bosta ti dve stranki zapustili koalicijo. Brez njunih 12 poslancev, seveda večine v parlamentu ni, in tudi če bi Ljudska stranka, predvsem pa Nova Slovenija, z razhodom še nekoliko počakali, se bo država znašla na mrtvi točki. Sicer pa poglejmo popoldansko dogajanje. O 15. se je začelo z izvršnim odborom Desusa. Prvak stranke upokojencev Karl Erjavec, ki je v zapisih protikorupcijske komisije najprej podvomil, češ kaj so potem počeli drugi organi pregona, si je po pogovorih na terenu premislil. Prišel je prvi ultimat, ali gre Janša ali gremo iz koalicije mi. Medtem ko Erjavec v soboto še ni bil povsem prepričan, kako bo glasoval izvršni odbor stranke, se je danes že pred njegovo sejo samozavestno pridušal. Janša lahko svoj odstop sporoči tudi iz Azerbajdžana. In ni nepomembno, Desus je pred kongresom, Erjavec bi si z upoštevanjem lokalnih odborov težko zagotovil nov predsedniški mandat. Skoraj 4 ure je trajala razprava tu na Gospodarski zbornici Slovenije. 156 od 200 članov je, lahko rečemo, skoraj enotno podprla sklepe glede aktualne politike in bližajočega kongresa. Poleg poslancev in županov smo tu lahko videli enega glavnih ustanoviteljev stranke, dr. Franca Zagožna. No, pred samim odborom izjav niso želeli dati, po odboru pa je medije nagovoril predsednik, odhajajoči predsednik Radovan Žerjav. Čeprav so bili člani o prihodu na sejo sveta Nove Slovenije z izjavami še zadržani, je bilo jasno. Tehnične vlade si ne želijo, še manj predčasnih volitev. Želijo si z delom nadaljevati v obstoječi koaliciji. Da je za Slovenijo najbolje, da sedanja vladna koalicija izpelje in uveljavi že začete reforme, je bilo slišati že pred sejo in tak je bil po 3 urah burne razprave tudi soglasno sprejet sklep. In čeprav v Novi Sloveniji ne želijo postavljati nobenih pogojev, od vseh parlamentarnih strank zdaj pričakujejo odgovorno in državotvorno ravnanje. Podobno od Janeza Janše, da bo storil vse, da obstoječa koalicija ne razpade in lahko dela naprej. Glede na dogajanje, seveda nov teden začenjamo z gosti, ki so svoje odločitve napovedali že minuli teden. Gospa Ljudmila Novak, Karl Erjavec, Radovan Žerjav, dobro večer. Dobro večer. Izjemno kratko in enostavno vprašanje, takšen je lahko seveda tudi odgovor. Kaj ste se dogovorili danes? Razprava v Novi Sloveniji ni bila burna, je bila pa zelo mirna in konstruktivna. Mi smo postavili v ospredje Slovenijo. Kaj potrebuje Slovenija, kaj je dobro za Slovenijo. Niso pomembne posamezniki iz te ali one stranke, pač pa pozivamo vse parlamentarne stranke in koalicijske stranke in tudi predsednike strank naj razmišljajo o tem, kaj je pomembno za Slovenijo. Sedaj smo sprejeli neke pomembne reforme, ljudje so se morali marsičemu odreči, a zdaj bomo pa spet vse to ovrgli in začeli znova. Pravim, mislimo na Slovenijo, kaj to pomeni pol leta brez vladja, kaj pomeni, če pride druga vlada in vse te reforme zavrže. Skratka, zaradi tega bo imela Slovenija veliko škodo. Gospa Novakova, vprašal sem vas, kaj ste sklenili? To smo sklenili. Kaj ste sklenili? To smo sklenili, da je najbolje, da ta koalicija nadaljuje z delom, kako ni naša odgovornost, da se stranke, ki so postavljale pogoje, sedaj dogovorijo kako in kaj. Mi vztrajamo pri tem, da je treba razmišljati o prihodnosti Slovenije in naj se o tem dogovorijo. Prav, gospa Novakova, ali ste s tem rekli tudi, da dokument protikorupcijske komisije ni pomemben ali da o njem ni resnice? O tem nismo rekli, da ni pomemben. Je pomemben, vendar v tem trenutku ni pomemben Janez Janša, pomembna je prihodnost Slovenije. Gospod Karl Erjavec. No, na stranki Desus smo sprejeli zelo jasne sklepe in sicer mi zahtevamo odstop predsednika vlade. To pa zato, ker je tudi se izkazalo, da dejansko ne more pojasniti vseh zadev v zvezi z ugotovitvami Komisije za preprečevanje korupcije. In mi smo mnenja, da v takih okoliščinah bi gospod Janez Janša težko vodil vlado. Mi imamo pred seboj pomembne reforme, zdravstveno reformo, reformo trga dela in tako dalje. In smo sklenili, da bi bila najboljša rešitev, da gremo na predčasne volitve. Pa ne zaradi tega, ker ima stranka Desus kongres, ker to nima nobene veze, ker sedaj nekateri namigujejo,
da stranka Desus sili v predčasne volitve, zato da bi predsednik stranke Desus, Karel Erjavec, ponovno bil izvoljen na takšen način na kongresu. Jaz vam povem že ta trenutek, ali imamo volitve, ali jih nimamo volitve. Če bom kandidiral na kongresu, sem prepričan, da bom ponovno izvoljen. Dobro, gospod Erjavec, rekli ste, premier mora oditi. Gospa pravi, gre nam za Slovenijo, zato mora ostati. Zakaj pa gre potem vam, če mora oditi? Tudi za Slovenijo, zato ker mi ne moramo tolerirati, da bi najviše, najbolj odgovorne javne funkcije upravljali ljudje, za katere ne vemo, ali so ravnali v skladu z zakoni, s predpisi, ki ne znajo pojasniti izvor premoženja. In tudi predčasne volitve ne bodo nobena katastrofa. Poglejte, mi, če se dogovorimo za predčasne volitve, imamo lahko meseca maja te predčasne volitve. Vemo, da proračun je bil sprejet, pokojninska reforma je bila sprejeta in mislim, da bi to lahko bil nov začetek. Poglejte, kakšno je vzdušje v državi. Trije smo. Ampak boste dobili, gospa, besedo, potem, ko bo povedal gospod Radovan Žerjav svoje, ampak po logiki sodeč nekdo od vaju nima prav, nekomu ne gre za Slovenijo. Potem, izvolite, gospod Žerjav. V Slovenski ljudski stranki pričakujemo, da predsednik vlade oziroma Slovenska demokratska stranka v najkrajšem možnem času predlaga drugega mandatarja. Mi smo sicer pripravljeni do februarske seje državnega zbora delovati v tej vladi. Zakaj? Zato, ker je preprosto pomembna reforma delovno-pravne zakonodaje, pomembna za gospodarstvo, pomembna za konkurenčnost poslovnega okolja. Vkolikor se po končani seji državnega zbora nič ne zgodi z vodenjem obstoječe vlade, midva z ministrom Bogovičem preprosto odstopiva in Slovenske ljudske stranke več v tej vladi ni. Izvolite, gospod Novakova. Mi smo to odločitev prepustili predsedniku vlade in drugim koalicijskim partnerjem, ki vztrajajo na svojih stališčih. Torej, če predsednik vlade meni, da v taki situaciji lahko naprej vodi koalicijo, je pač to njegovo mnenje in mora to izpeljati. Ukolikor meni, da ne, mora iskati druge rešitve, seveda s koalicijskimi partnerji. Gospod Erjavec, vendarle se vsak na svojem bregu z gospod Ljudmilo. No, poglejte, povsem jasno je, glede na ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije, da predsednik vlade ne more več upravljati te funkcije. Ko je meni Računsko sodišče ugotovilo neke pomanjkljivosti v zvezi z ravnanjem odpadkov, sem odstopil, pa življenje je teklo dalje. Nič se ni zgodilo v Sloveniji in tudi danes se ne bo nič zgodilo. Slovenija potrebuje predčasne volitve in eno novo vlado, ki bo imela novo zaupanje ljudi, da se nam ne bo še naprej in kar naprej dogajala cesta. Poglejte, gre preprosto za spoštovanje inštitucij pravne države. Jaz ne pristanem na to, da bi preprosto to, kar je Komisija za preprečevanje korupcije povedala, preprosto vrgli čez ramo in kot da se nič ni zgodilo. Mi v tem trenutku potrebujemo koalicijo z ljudmi, koalicijo z državljankami in državljani, da bomo lahko v prihodnje normalno delali. Z nahrbtnikom, ki ga ima ta vlada napolnjenega, preprosto odločitev, ki prihajajo in jih, ki bo morala sprejemati, ne bo mogla sprejemati. Torej, ljudje so nam dali jasne signale na protestih, nočejo korupcije, hočejo poštenost, hočejo pravičnost in hočejo to, da v Sloveniji obtožimo tisto, kar je narobe in rečemo tudi, kaj je prav. Poglejte, v formalnem smislu seveda koalicija obstaja, ampak kaj pa v realnem smislu? Stranka ste hudo vsak sebi. Kako lahko še delate skupaj? Lahko? No, ta kriza traja sedaj šele nekaj dni. Že en dober teden. Ja, ukolikor bomo vsi dejansko mislili na to, kar smo našim državljanom obljubili, ne moremo vztrajati vsak pri svojih ultimativnih pogojih. Pa zdaj vaš kolega, gospod Erjavec, misli na dobro državljanov. Poglejte, mi moramo spoštovati pravno državo. Tukaj gre za spoštovanje pravne države in to smo tudi obljubili v koalicijski pogodbi. Zagotovo smo obljubili, ampak vprašajmo se, kaj je trenutno potreba v Sloveniji. Kaj potrebuje Slovenija?
Predčasne volitve seveda so mogoče, za nas je to najslabša rešitev, se jih pa ne bojimo, ker mislimo, da je prej treba dokončati z reformami. Če pride druga vlada, ali se bo izpeljala slaba banka, gospodarstvo čaka na to, vsak dan nam padajo bonitete. Mi smo v tem času v enem letu naredili več kot prejšnja vlada v 3 letih. Vrsto reform smo sprejeli, zdaj jih moramo udejanjiti. Ali bomo spet začeli vse na novo? Ljudje se odrekajo raznim pravicam, raznim dohodkom in tako naprej, so potrpeli, zdaj bomo pa spet vse začeli znova. Ampak gospa Ljudmila Novak, protikorupcijska komisija je rekla, da prvaka 2 največjih strank ne delata pošteno. Bom zdaj nekoliko poenostavil, da me kdo ne drži za besedo. A lahko delamo s takšnimi ljudmi? V Novi Sloveniji ne podpiramo korupcije in sem zelo vesela, da nismo v te igre vpleteni. Vsak izmed teh veljakov pa se mora vprašati, ali je na mestu, da vztraja naprej, ali meni, da mora odstopiti. Ampak vi svoje mnenje ste povedali. Lahko je na tem mestu torej naprej. Lahko ste rekli v Novi Sloveniji. Lahko, ampak mora sam presoditi oziroma narediti vse za dobro Slovenije. Premijer lahko ostane, premijer mora oditi, iz tega izhaja seveda več različnih možnosti. Po najavljenih slovesih Desusa in Državljanske liste bi lahko bila koalicija resno okrnjena. Uradno bi lahko imela le še 38 poslancev. Obeta se torej manjšinska vlada, na potezi pa bo najprej premijer Janša. Kot pred letom in pol Borut Pahor bi lahko tudi Janša zdaj dal na glasovanje zaupnico vladi, ki jo lahko veže na zakon ali postavi samostojno. Bodi si na neko odločitev državnega zbora ali pa na tako zvano splošno vprašanje, ki je lahko tudi preprosto, ali državni zbor še podpira delo te vlade. Če zaupnica ne bi bila izglasovana, se v 30 dneh sprožijo postopki iskanja mandatarja in po tretjem neuspelem poskusu predčasne volitve. Toda Janša bi lahko še prej žogico vrnil odhajajočim koalicijskim partnerjem. Na voljo je namreč možnost nezaupnice vladi. Konstruktivna nezaupnica pomeni, da mora biti predlagan nov predsednik vlade in da mora biti ta izvoljen z absolutno večino in s tem preneha mandat dosedanjemu predsedniku vlade. A kljub iskanju mandatarja in kuloarskim ugibanjem v imenih kandidata za zdaj ni. Prav tako ni na vidiku zadostne večine. V SD-ju ob tem že napovedujejo, da bi se v primeru konstruktivne nezaupnice vladi ob glasovanju celo vzdržali. Še enega gosta imamo v Mariboru, gospod Gregor Virant, dober večer. Dober večer. Po teh zadnjih odločitvah, kaj pravite? Imamo koalicijo ali je nimamo? Formalno jo še imamo, dejansko pa ta koalicija razpada, bi lahko rekli, zaradi poročila Komisije za preprečevanje korupcije. Državljanska lista je svojo odločitev sporočila takoj, bila je jasna, gospod Janez Janša ne bo več predsednik vlade Republike Slovenije. Zadnjič, ko smo se pogovarjali, nekako niste hoteli odgovarjati, kaj v primeru, da se gospod Janša ne odloči za odstop in da ostane, rekli ste o tem potem, danes ste slišali tudi mnenja drugih strank, vendarle imate zdaj trdnejši scenarij. Kaj potem? Kar se državljanske liste tiče, je jasno. Če ne bo odstopa ali zaupnice v naslednjih 10 dnevih, državljanska lista odhaja iz koalicije. In temu sledijo tudi druge koalicijske stranke. Pa boste vaših 7 poslancev in recimo 5 poslancev iz Desusa vložili predlog za nezaupnico? Boste poiskali novega mandatarja? Glejte, jaz si težko predstavljam po tem, kar danes slišite od 3 koalicijskih strank, da predsednik vlade ne bi odstopil oziroma ne bi zahteval od parlamenta zaupnice. Če je vsaj kanček državotvornosti pri njegovem razmišljanju, lahko stori samo to. Druge možnosti sploh nima. Gospod Gregor Virant, nobenega znaka v tej smeri nisem videl danes. Ste ga vi videli, slišali, opazili? Ne, ampak res si težko predstavljam, da to ne bi bilo storjeno. Ker ko predsednik vlade vidi, da nima več podpore koalicijskih partnerjev, je edina možnost, da odstopi ali pa pošlje vprašanje zaupnice v državni zbor, kjer se tudi formalno potrdi, da tega zaupanja ni in potem stečejo naslednji postopki. Vse posredno so vam nekako pripisali, da ste se pogovarjali z gospodom Kraljičem kot z novim možnim mandatarjem.
Pokazalo se je, da to ne drži. Kaj zdaj? Nimam pravzaprav kaj drugega odgovoriti kot na prejšnje vprašanje. Na potezi je predsednik vlade, potegniti mora državotvorno potezo, možni državotvorni potezi sta dve in mislim, da nima smisla ta trenutek razmišljati o nadaljnih korakih in naslednjih scenarijih, ker je poteza njegova. Gospod Gregor Virant, ne mi zamerite, kako se mi zdi, da je potrebno razmišljati o drugih možnih scenarijih, o tem, kaj potem? Kaj potem, to pa seveda je treba razmišljati. Potem obstajata dve možnosti, ali konstruktivna nezaupnica, torej nov mandatar, ali pa predčasne volitve. Sam osebno mislim, čeprav o tem v stranki še nismo razpravljali, da bi bile dejansko predčasne volitve najbolj poštene do ljudi ta trenutek. Ker so se zgodile stvari, ki so temeljito spremenile okoliščine in na volitvah je treba prečistiti politiko. No, hvala lepa. Zdaj pa smo vendarle dobili tudi en konkreten odgovor. Hvala, gospod Virant, in lep pozdrav v Maribor. Če se zgodijo, gospoda, predčasne volitve, na teh predčasnih volitvah kaj lahko zmaga stranka SDS ali Pozitivna Slovenija? A boste potem šla v koalicijo ali z gospodom Janezom Janšo, ki bo verjetno ostal predsednik stranke, ali z gospodom Zoranom Jankovićem, ki je trenutno res zamrznjen predsednik stranke? No, mene osebno na teh volitvah ne bo več in ne verjamem, poudarjam, da bi ljudje ob vsem tem, kar se je zgodilo, ob vseh teh očitkih, ki so bili izrečeni strani Komisije za preprečevanje korupcije, enake deleže glasov razdelili tako, kot so jih razdelili na prejšnjih volitvah. Torej, jaz pričakujem, da bo po volitvah politični prostor razdeljen drugače, kot je razdeljen sedaj. In konec koncev je pa upam, da bodo ljudje res povedali, komu zaupajo in komu ne zaupajo po vsem tem, kar se je zgodilo. Kaj pa mislite, koliko Slovencev pa bo sploh še prišlo na volitve, če se spomnimo predsedniških volitev? Kakšno udeležbo pričakujete na parlamentarnih volitvah? No, jaz mislim, da bo udeležba dobra, zato ker napetosti v družbi so, imamo demonstracije, ljudje se zanimajo za politiko, skrbi jih za prihodnost. Jaz mislim, da bo udeležba taka pričakovana, da ne bo kaj nižja kot običajno. In kje boste potem, gospod Erjavec, iskali koalicijske partnerje? Po teh predčasnih volitvah, če se zgodijo? Ne vem tudi, kakšen bo izid teh predčasnih volitev in tudi ne vem, koliko bo novih strank, ker mi imamo v Sloveniji tudi to navado, da se pojavljajo nove stranke. Vi veste, kakšna pričakovanja so bila od Pozitivne Slovenije, od državljanske liste in vidimo, kaj se je zgodilo. Vi vidite zdaj samo predčasne volitve, ne vidite pa koraka naprej. S kom in kako potem? No, jaz vidim korak naprej, da bo stranka Desus zanesljivo v parlamentu, da bomo še naprej varovali koristi upokojencev, zato je ta stranka in jaz upam, da bomo lahko to uspešno počeli tudi po predčasnih volitvah. Gospod Novakova, če sem prav preštel, dva gospoda, gospod Virant, stranka SD, težko se bo izogniti predčasnim volitvam, se mi zdi. Seveda so možne, vendar v Novi Sloveniji menimo, da je to slaba rešitev. Ukolikor bi pa do njih prišlo, pa menimo, da bi bilo nujno potrebno, da se ta koalicija vse to dogovori, da dokončamo nekatere nujne reforme. Sama pa tudi menim, da ukolikor pride do tega, se mora prečistiti politični prostor tako na levici, kot tudi na desnici, da moramo graditi na novih osnovah, na novem načinu dela in morda tudi na novih liderjih. Kako pa se po vaše čisti politični prostor? Z novimi strankami ali z novimi ljudmi v starih strankah? Z novim načinom delovanja. Zdaj smo imeli nove politične stranke, ki pa zaradi tega, ker so bile nove, niso bile nič bolj konstruktivne, nič boljše, kajti te stranke, te ljudi volijo Slovenci, volimo Slovenci. Jaz bi si samo to želela, da pred volitvami oziroma na volitvah takrat mislimo, ali bomo volili lopove, ali bomo volili poštene ljudi. Takrat je pravi čas za odločitve. Bodimo praktični za konec. Gospod Žerjav, vi jutri s premijejem odhajate v Azerbajdžan? Ja. Boste lahko normalno sodelovali, glede na to, da ste mu danes rekli, prav je, da odidete? Poglejte, v Azerbajdžan potuje tudi 60 pomembnih in uspešnih podjetnikov in podjetij iz Slovenije, ki bodo tam sklepali pomembne posle. Jaz mislim, da pri taki delegaciji, pri takem obisku, kjer se sklepajo konkretni posli,
politika nima kaj za iskati. Jaz grem tja v podporo slovenskemu gospodarstvu. Na Azerbejdžanu sem do sedaj ogromno delal in bilo bi škoda, da te priložnosti, ki smo jo odprli na tem trgu, ne izkoristimo. V primeru predčasnih volitev, gospod Erjavec, kaj se bo zgodilo s hrvaško pristopno pogodbo? Jaz moram reči, da konec meseca imamo sestanek ministrov za zunanje zadeve v Bruslju in da bom tam imel tudi bilateralno srečanje z ministrico, kjer ji bom natančno predstavil razmere v Sloveniji in ji priporočil, da naj eksperta najdeta čim prej rešitev, ki bo strokovna, in da naj tudi politika, to se pravi slovenska in hrvaška, najde konsens okoli rešitev, ki jih bosta oba eksperta predlagala. Ker sicer se res lahko zgodi, da Slovenija ne bo imela možnosti, da ratificira pristopno pogodbo Hrvaške k Evropske unije, ker lahko pride do razpusta parlamenta in potem ni nikogar, ki bi lahko upravil to nalogo. Prihodnji teden odhaja iz koalicije Državljanska lista. Je sploh še realno, da ta parlament sprejme tako pomembno odločitev? No, to je dobro vprašanje. Ja, jaz mislim, da ni realno, gospod Erjavec. Ja, gledajte, ne vem, kaj se bo dogajalo v naslednjih tednih. Slišali smo predsednico Nove Slovenije, tudi gospod Žerjav je povedal, da marca bodo odšli, tako da parlament nav tako hitro razpuščen. In mislim, da nekaj časa je še, da se najde. In res mislite, da lahko v enem mesecu najdemo rešitev, ki smo jo iskali 20 let? Ja, jaz mislim, da je to možno, zato ker sedaj je v interesu Hrvaške, da je bolj konstruktivna pri iskanju te rešitve. Moram pa reči, da postopek ratifikacije pa to se pa lahko hitro izpele, če najdemo rešitev v zvezi z Ljubljansko banko. In jaz mislim, da bi bilo dobro, da najdemo to rešitev, ker ne bi želel, da bi volilna kampanja bila poleg teh korupcijskih in poštenih in nepoštenih politikov obremenjena tudi z vprašanjem Hrvaške. Si je težko predstavljam. Je optimist, gospod Erjavec? Rada bi dodala to, da je pravkar gospod Erjavec povedal, zakaj ne bi bile dobre predčasne volitve. Ampak še vedno vztraja na predčasnih volitvah. No, mislim, da je primaren interes razmere v Sloveniji, prihodnost Slovenije, ne pa ratifikacija Hrvaške. Hrvaška bo imela možnost, pogledajte. Povejte mi, prosim, gospa. Arbitražni sporazum pa nima veze s predčasnimi volitvami. Je kdo od vas pripravljen še stopiti, kljub sklepom vaših organov, pol koraka nazaj ali v stran, zato da bi bilo to dobro za državo? V pol stavka se da povedati. Nova Slovenija ni postavljala nobenih pogojev, ampak samo poziv vsem strankam, še posebej koalicijski, naj vendar mislijo na dobrobit Slovenije. Gospod Erjavec? Ja, mi smo pripravljeni, če bo šlo za neko razumno rešitev, ki dejansko bi prispevala k razrešitvi te politične situacije. In Radovan Žerjav? Ob upoštevanju inštitucij pravne države zagotovo. Hvala lepa, gospa in gospoda, za pojasnila. Hvala.